Vlado, kako se vi spominjate svojih pesniških začetkov? Kako tako otročarijo sem že zelo tukaj v osnovni šoli napisal čist malo, ne, to je enostavno. Pa na učiteljišču pa bil preliv, glasilo, sem pa skoraj zmeraj kakšno pesem not objavil, ne. Pa, jak sem prišel po Zagorje, od začetka sem se z Nandetom seznanil, je imel en literarni večer, povabil je Klopčeta Mileta in pa Ceneta Vipotnika, pa prišel je Bratko Kreft, pa Vida Levstikova je pa bila kot recitatorka. Ta je večkrat bila, kadar so bile take, bi rekel, imenitnejše stvari iz Ljubljane, je običajno ona recitirala, ali ne bo Vipotnika ali Klopčiča, ne. Pa tudi kako so vela, recimo. Naše pa ne, naše smo pa ali sami, ali pa iz tega krožka, največkrat pa sami, ne. Tako da je, ja, takrat sem pol se seznanil z Nandetom, ampak jaz sem šel v vojsko za en let pa pol. In no, pa sem pa nazaj prišel, smo pa spet se dobil. In poseben se je pa to začel intenzivno, ko sem začel na Rudarskem centru učiti. In takrat je Sevlak tudi učil na šoli Ivana Skvarča, kjer je Želakovič bil kot uveljavljen pesnik, objavljal o Borcu, pa o Obzorniku, pa tudi o Kurirčku. Je bil tak, kakor bi rekel, en idol. Se je strašno ponosen pa visok tudi nosil, ne, v primerjavi z nami začetniki, ne. Sevlak je že tudi imel v prilogi dela objavljen kakšno stvar, ne. In no, pa je pa Nande prišel z idejo, da bi se poimenovali Dediči, ne, glede na to, da smo bili tukaj in oziroma Klopčič pa Cene pa so pa v Ljubljani bili že v letih, ko so pač mislili, da ne bojo več ne vem koliko pisali, ne, kar je za Klopčiča tudi bilo res. Medtem ko je pa Cene pa še zmeraj pisal, ni pa več objavljal, ne. Njegova zbirka Drevo na samem je išla tam, ne vem, 47 ali nekaj takega leta. No, pa smo se dobivali, ne. Nande je pravzaprav vse vodil, idejno, scenarije, ja. Razboršek, Lakovič, Sevlak, Palčič, pa jaz, ne. Kaj pa Franc Kopitar, pa še ne? Kopitar je prišel tudi kdaj zraven, ne, ampak on je bolj bil kot slikar in sta se več družila z Lakovičem, ki sta na isti šoli skupaj učila. No, knjiga Razvejeno deblo je šla novembra 1970. leta, ja. Skoraj 50 let od tega. Pa me zanima, koliko pred izdajo knjige ste se vi sestajali? Leto, dve leti prej? Ja, smo se dve leti sigurno, ne, smo se sestajali v Lutkovni sobi, pa v zeleni garderobi delavskega, pa velikrat dol v sobi v džami, ne, tam je bila posebna soba, potem torej, džami je bila gostišče, ne? Ja, v Kumu tudi kdaj, ne, tudi včasih en parkrat pri Nandetu doma, ne, in smo pač prinesli svoje pesmi, smo
prebral kaj, je Nande malo pokomentiral, pohvalil kaj, kar se mu je zdelo, ne, da je dobro. Potem on je napisal, smo imeli literarne nastope, imam doma še 2 take brošurce, napisane na stroj, na pisalni. Ena je Pohojena roža, ena pa Zakaj črno, ne. In po teh scenarijih je on tudi veliko svojih pesmi noter dal, ne. Zanimiv pa je, ne, da on je imel celo zbirko pesmi, ki jih je poslal Vipotniku na vpogled in je čakal, kakšno bo njegovo mnenje. Vipotnik je bil urednik pri Cankarjevi založbi, je bil basan z vsem mogočim delom in mu ni odgovoril. Parkrat manj ga je klical telefonsko, pa je spet pozabil gor in pa je Nande se odločil, je tisti svoj rokopis uničil, svoj meni pripovedoval in je sklenil, da v tej knjigi ne bo nič objavil. V skupni knjigi Razvedeno delo. Ja, nastopali smo pa v Kisovc, potem v Zagorju na teh raznih literarnih večerih, tudi na kakih prireditvah, teh proslavah. Potem v Hrastnik smo šli, zanimiv, v Trbovlje, ne, v Litijo, pa na Bogenšperk, pa na Vaček je bil Sevlak. In kako je nastajala knjiga? Ja. Koliko časa je nastajala ta skupna pesniška zbirka? Kdo je bil tisti, ki je nekako držal roke nad Lakovič je dal predlog, da bi te naše pesmi, ki jih na nastopih prebiramo, da bi izdali v knjižni obliki, se pravi kot knjiga. To bi bila po Vipotnikovih, se pravi skoraj 20 letih, tle v Zasavju ni nobena leposlovna knjiga izšla, sploh pesniška. Ne vem, kdaj je Trinkaus izdal prozo, ne. In pa je Lakovič predlog, smo bili vsi za to. Nande je obljubil, da bo napisan predgovor. Lakovič je zbral od vsakega pa pregledal, ne, tako mislim formalno, saj ni nič popravilo, ni bilo treba. In potem je pa, smo se na zadnja redakcija, smo se menili, je rekel Nande, ena od stvari, ki jih je mislil not napisati, da to ni veliko dejanje, ne. Smo najbolj se je razburil Lakovič, ne. Dok smo se tudi malo bali, da zdaj pa, če se mu spričkali, pa ne bo nič z tega, ne. Smo rekli, da ni potreben, da se to napiše noter, ne. Čeprav smo pač nekje slutili, da v slovenskem merilu to ni res ne vem kako veliko dejanje, ne. Ampak je tudi bil predlog Sevlak, je predlagal, da je bila stružnica semena, da se tudi je to malo bolj tišljarsk, ne. Ja, ampak je ostal pri tej, ker je Kopitarjemu že vse lesoreze barno vse to narejeno in je potem Tika v Trbovljah tiskala. Ampak kako to, da se potem Nande Razboršek ni odločil, da bodo v knjigi, tej skupni pesniški zbirki objavljene tudi njegove pesmi? Zaradi užaljenosti, ker... Ja, on je bil zelo razočaran, ker je le smatral, da so njegove pesmi ravno tako dobre, kakor so te, ne, ali pa še boljše, ker on je zmeraj tako predstavljal si, da mora biti napisan, da mora biti kvaliteta, ki se lahko nekje v republiškem merilu
potrdi, ne, potrjuje. Ampak zakaj niso bile njegove pesmi Ja, objavljene? zato, ker je bil razočaran, da ni Vipotnik mu dal in pol ni hotel riskirati, bi rekel, ne, da se bo sramotil in tako naprej. Razočaran je bil in pol ni dal noter, ne. In po vašem In tudi ni dal predgovora, ne. In po vašem mnenju bi si njegove pesmi verjetno vsekakor zaslužile, da bi bile objavljene? Ja, sigurno, tako kot te, ne, so bili sigurno takšne, ne. Ampak veliko kasneje pa Nande pisal še čudovite pesmi, ne. En par je teh osnutkov, ki jih je dal v teh scenarijih, ne. Moja nedeljska kosila so hladna, ki je sam in tako naprej, ne. Ampak poj mislil, nima smisla, da jaz take pesmi dam, če niso dosti dobre, če Vipotniku niso všeč, da ne da nobene besede od sebe in poj ni objavil. No, knjiga je likovno opremljena z deli slikarja Kopitarja. Marsikdo ne ve, ne, da je bil tudi pesnik. Ja, Kopitar ima sam 5 pesmi tle noter, ne, mi pa 10, ne, in prav veliko, ne. Jaz sem zadnjič z gospod Nino hčerko govoril, ima še tudi doma nekaj pesmi on takih, ne. Ampak izgleda, da takrat jih ni imel toliko in toliko dobrih in je pa sam 5 jih noter dal, ne. Kaj se je dogajalo potem, ko je ta pesniška zbirka skupna izšla? Ja. Torej novembra leta 1970. Ste šli kaj po Zasavju, po Sloveniji? Ja, saj sem prej rekel, je tukaj bila predstavljena, ne, na teh literarnih, na Prešernovem ob dnevu spomina na Prešernovem dnevu, potem v Hrastniku, v Trbovljah, ne, v Litiji, takrat je še Zorman bil ravnatelj, litijski pisatelj tudi, ne. Kaj pa širše v Ljubljani, Bogenšperk, ja, Ljubljana ni dala nobenega posebnega glasu, ker nekritičnega, nobene ne vem kakve ovrednotenosti, ne. Tako je nekje ostala v Zasavju, tako približno, kakor je Nande mislil, da ni veliko dejanje, ne. No, naj naši gledalci ob 49-letnici izdaje te skupne pesniške zbirke slišijo eno vašo pesem iz te knjige. Prosim. Ja, moje življenje. To je moje življenje in lahko naredim z njim, kar hočem. Zvrtinčim v ekstazi uživanja, splesnim v mrtvaški nirvani samote. Nekako čudežno so se odcepili vsi, ki so ga kakorkoli krojili. In da je kamen na produ, kamnom enako, vklenjeno med mene, plime in oseke. Ja. Lepa pesem. Ste se vi potem, ko je knjiga izšla, še veliko srečevali, tudi tako, da ste si prebirali pesmi, nove pesmi? Ste še razmišljali še o kakšni skupni pesniški zbirki? Ja, kako leto, recimo, še, ne, potem je Palčič je odšel v Ljubljano, ni več prihajal. Sevlak se je tudi preselil v Litijo, oziroma je itak bil dol, je tukaj učil, gostoval, ne, in pol je začel službovanje v Šmartnu kot ravnatelj, pa kasneje kot direktor kulturnega centra. Tle se je za Gorjanko Jožico Železnikovo se je poročil, je gor živel v hiši svojih staršev, je pisal naprej veliko, ne. Zbirka mu je izdala predilnica Rožnata kepa, naslednjo, ne, njegovo zbirko, prvo samostojno
pesmi. Potem tukaj je pa bilo tako, z Lakovičem, s Sevlakom sem se jaz velikrat ob izdaji svojih pa njegovih pesmi, zbirk novih, ne, pa tudi ob proslavah, ki jih je on imel zelo take, bi rekel, pompozne. Vi imate na zalogi še eno, da nam jo preberete, oziroma verjetno jo boste kar Ja, bom dve, ne. Eno bom povedal tole iz te, Zlagani raj, ko spomin na očeta pa name, kot dveh različnih ustvarjalcev. Prosim. Ja, sejavca. Stopaš za plugom, prhka zemlja von ostaja za namo. Ves si pogreznjen vanjo, z veličino telesa in mislimi. Iz nje prihaja vse tvoje življenje blaženi kruh. Zvečer razprežeš konja, dlan ti zasenči oči, okrepljen odideš spat. Moje brazde, oče, pa so nevidne in nespoznavne. Ti veruješ v zemljo, jaz pa tavam za omamnimi slutnami besed in ne morem nikoli razpreči. Ja. No, to je z mojega življenja, s mojimi domačimi, z očetom primerjava, kako različna dela so. Jaz bi še, če dovoliš, frpruh iz Knapošne, ne, pol da to pogreb. Popolne sem šel na pogreb. Jo je pofilil Polde, moj komarat, ein Cag Knap. Je kar lepa leta dočakal. Ta pravi, Knapo je le še za en batov stal. Še mal pa bo Matilda pohopsala vse. Mlad je bil močen, kakor bek, Madonna. 1 meter čez pleča, roke pa take, z enega herca široke. Ta prvo malco mu je ujam perckmandl snedel. Ta prvo colengo smo pa zapili. Z Maričko sta spravila 5 kerlcev na svet. Zdaj so same študirane glave, velike žvine. En ben ni hodil, ujamo na šiht. No, s Poldetem so bila komarata, kakor sem že povedal. Večkrat na udarnika. Pa sem je kar mal fažmagal, da noben od zdajšnjih gospodov mu na Britov ni govora držal. Mu je pa zašpilala godba in tudi knapovsko so mu zapeli. So knapi čez branih farlezom gredo, za šura, za pleca postavi ga v pin, Parigel guardiane ukvella ga z njim, na hund ga, na fila, na šok ga pela, a njemu pa švic dol kapla. Odsev sem videl čist meglen. Na sedmino vabljen nisem šel. Sva jo pa zrudili na mahalna dol k penzionist. Sva ga ruhali en glas ali pa dva. In jaz sem rekel, fejst na glas. Zdaj, Polde, pa tudi pri penzionist ne boš več fedru, pa riglo gordevo. To sem napisal, kakor zmore en star knap, da so uvedeli, kak je bil Polde do pogreb. Tudi meni bojo malo zašpilali, pa zapojali, pa tudi na mojem pogrebu na Polzinu noben čist nič. Zapisal knap Johan.